Ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, lepo pozdravljeni. Z neverjetno hitrostjo drvi pred našimi očmi nogometna sezona prve lige Telemach 2024-2025. Smo že v 29. krogu in smo na tekmi, ki vendarle šteje in pomeni nekaj več. Nasprotnika Kalcer Radomlje in pa Nafta 1903. To zdaj vidite tudi na razporedu tega kroga, ko bomo jutri pospremili še tekmo z našim studijskim delom Olimpija Koper in pa potem v četrtek Primorje Bravo ter Mura Domžale. In s tem se lahko seveda le strinjamo. Zdaj pa priložnost za Davidoviča. Prva velika priložnost za Radomlje. V 20. minuti niso uspeli razčistiti tule gostje in Davidovič je imel zelo resno situacijo, da Radomlje popelje v vodstvo. Martinčič, Gordič, tole je zdaj zelo obetaven napad in gol! 29. minuta, Jaša Martinčič za vodstvo Radomelj z 1-0. In glede na videno lahko rečemo zasluženo vodstvo rumeno-črnih. Ko je stekla ena akcija, ko so šle hitro 2-3 dvojne podaje, potem so Mlinarji prišli v priložnost in Jaša Martinčič še drugo tekmo zapored, v polno, zadovoljni so Mlinarji, kako tudi ne, poglejmo si še enkrat. Takole Gordič proti Martinčiču in potem dvojna podaja. Spustil je žogo Kukovec, ki je morda celo menil, da je v ofsajdu. Zdaj malce bomo tudi še počakali glede potrditve tega gola, ampak jih potem tudi rešil Georgijevski. Toda potem napaka Georgijevskega, pa potem tudi Piklerja, Pogačar, na koncu Gordič! 45. minuta, Radomlje vodijo z 2-0, Đorđe Gordič je zabil žogo v mrežo Nafte in zdaj so gostje plačali kazen serije nedopustnih napak, Radomljani pa z velikim korakom proti današnji zmagi. Tole si poglejmo še enkrat. Zelo slaba odločitev Georgijevskega, potem pa tudi Pikler ne najbolje. Hrka je reševal, kar se je rešiti dalo, ampak žogo pred Martinčičem odbil na nogo Gordiča, slednji pa s tako imenovanim dropkickom žogo pošilja v mrežo Nafte. Prav toliko krogov pred koncem, tudi že kar velika razlika v boju za obstanek med slovensko nogometno elito. Pogačar takoj do žoge, priložnost in gol! Še en hud udarec za Nafto na začetku drugega polčasa. Andrej Pogačar je žogo pospravil v mrežo gostov in Radomlje so na najboljši možen način zdaj odprle drugi del. Nasmejani obrazi Mlinarjev, kako tudi ne. Radomlje Nafta 3-0. Niti slačilnice še niso prišli, nogometaši Nafte pa so morali po žogo v svojo mrežo. Prvi napad v drugem polčasu, dolga žoga naprej, Kukovec je takole žogo spravil proti Pogačarju, potem pa Davidovič, na to Pogačar, ki ni bil v ofsajdu, za vodstvo s 3-0, vratnico je tule zadev Davidovič, potem pa od hrbta Mauricija žoga na nogo Pogačarju, ki mu ni bilo težko stresti mreže nasprotnika in poglejte si tole veselje v taboru Radomelj. Veliko se je dogajalo na začetku tega drugega dela. Zdaj pa napaka in Kukovec ima sijajno priložnost, golove črte je rešil Domančič. Pa zasedba Nafte. Podaja zdaj v kazenski prostor, nova priložnost za Mlinarje. Gnjatič v naročje Mauricija. Lepe rivanje Mamiča in Brkića. Podaja na bližnjo vratnico, tole je bilo zelo nevarno, priložnost in gol! Gol za Nafto. Vračajo se v igro gostje
Mislim, da je Alex Pihler spet žogo nekako spravil v mrežo. Prav neverjetno je, kako učinkovit je Pihler v teh situacijah. Tole je Matoša. Nogometaši Radomelj so zahtevali predtem prekršek nad Mamičem, potem pa tule Pihler takole škaricami. Ali se je potem tudi Pirtovšek dotaknil žoge. Pripravljen je zdaj Vukasovič. Uigrana kombinacija, Malenšek. Malenšek preigrava in strelja, to da Mauricio brani. Pirtovška. Malenšek se je dobro boril. In tole zdaj je priložnost za Radomlje. 82. minuta, brani Mauricio, tekme še ni konec. Tule zdaj je priložnost za Malenška. Malenšek in gol! 88. minuta. Veselje pa je bilo kratkotrajno, kajti Malenšek je bil v prepovedanem položaju. Na hitro so zdaj prišli do priložnosti Mlinari. Da si pogledamo še enkrat. Ja, zelo, zelo tesno je bilo. Tako da zdaj tudi sodnik Matoša kaže, da zadevo še preverjajo v sobi za VAR, kjer sta torej Denis Halilović in Matej Žunič. Danes so 2 gola Radomelj sodniki že preverjali. V obeh primerih so se potem Mlinari veselili. Zdaj najprej menjava, mislim, da ja, to pomeni, da gol ne velja, da bodo Mlinari obstali med elito. In tole bo zdaj velika priložnost znova za Radomlje, da se podpiše pod 4. gol. Tule je, zdaj pa bo veljal. Malenšek je vendarle našel svoj današnji zadetek. V 94. minuti mu je kot na platnju pripravil tole priložnost Aleksandar Vučenović. In tule je poker golov Radomelj za izjemno pomembno zmago proti Nafti, ki Mlinarje pelje na varnih +7. Ofsajda tule ni bilo, ne v prvem, ne v drugem primeru. In Malenšek je še enkrat hladnokrvno zaključil. Mr. Božic, a tough afternoon. We knew the situation before. Short amount of players available. Then also the injury of Špoljarić, who was of course a really important player in this part of the season. At the end, result, it is what it is. How did you see the match? Yeah, look, sometimes you have good days, sometimes bad days. It was a bad day. That's all. It's happened. How to now come back from that? Another big game coming against Olympia. The points are again available, and it's necessary that you are again starting to collect them. Yeah, we have a lot of games, so we won't give up. I told you several times. It was only one game. Of course, it's not easy to say something after defeat like this, but I'm always telling it's better to lose once like this than lose 6 times 1-0 in a row. So I hope it was our bad day today, and we will find our good form until Saturday. You showed, let's say, from the second part of second half that you can be competitive even today, even with these troubles. What's your, let's say, explanation? Why was not Nafta as good before, during, let's say, 60 minutes of the match? Yeah, look, of course we played 120 minutes against Bravo, then we played a very intensive game against Mura, then we traveled here. It's never easy to handle this all together. That was the explanation in the first half, because we were too slow physically. We cannot start in the highest level. We need time to turn on the engine. In the second half, we reached this
this physical level where we started to perform, but it was too late because after 3-0 it was hard to come back. We tried it, we had the chances, we take more risk at the end, more and more, and that was the end that they scored one more because of our bigger risk. Thank you very much and good luck. Thank you very much. Rok, to je nogomet. Pred nekaj dnevi Prešerni nasmeški, danes precej bolj kisli obrazi, poraz v Domžalah proti Radomljam. Kje se je danes zataknilo? Ja, danes treba povedati, da smo bili prvi polčas absolutno izpod nivoja. Ja, imamo težave s poškodbami, mali kader, ampak takšnega prvega polčasa si na tako pomembne tekme ne smemo privoščiti. Radomljani so bili boljši v duelih, drugih žogah. Tako da, potem smo se sicer zbudili pri 3:0, ampak vse vemo, kak je pri 3:0 lahko igrati, treba je pokazati pravi obraz, pa isto med nogami, ko je 0:0. Vendarle, ta drugi del sezone Nafte je bistveno boljši, kot je bil prvi. Kar nekaj recimo pozitivnih občutkov. Kako zdaj poskrbeti, da se bodo ti čim prej vrnili nazaj po tem porazu, ki je precej boleč? Ja, drugi del, mislim, da je tole bila res naša daleč najslabša tekma v tem drugem delu. Treba se sedaj spočiti. Ja, Radomljam so se nam zopet odlepili, ampak sezone še ni konec. Treba je točke iskati sedaj že proti Olimpiji v soboto in ja, ne bomo se predali do konca. Najlepša hvala, srečno. Hvala. Andrej, čestitke za zmago. To so na nek način tekme, ko se ne pokaže samo kvaliteta, ampak tudi karakter ekipe. Danes od prve minute Radomlje na igrišču moštvo, ki je delovalo, kot da si bolj želi zmage, kot da je boljšo in na koncu tudi zaslužene 3 točke. Kako ste vi videli tekmo? Ja, najprej hvala za čestitke. Pa bom tako rekel, že na ogrevanju sem čutil, smo vsi čutili, da je energija na zelo visoki ravni, da si res želimo zmage. Pač dejansko bila tekma sezone, se mi zdi, bi jaz označil. Pa vstopili smo zelo dobro. Tam do 60 minute smo, mislim, da smo sami igrali, kontrolirali igro. Pa smo se preveč sprostili, se mi zdi, dobili gol, pa je bilo pa malo težje, smo začeli čutiti pritisk, ampak smo spet pokazali karakter, zdržali do konca, na koncu ga zabili in zasluženo zmagali. Malo me zdaj bolj zanima tole, dejali ste, že od ogrevanja smo čutili neko pozitivno energijo. Kje ste jo pravzaprav našli, ko vemo, da ste bili v kar težki situaciji pred tole tekmo? Ja, dobro vprašanje, ampak mislim, da smo res ekipa, no, da smo zelo povezani in takrat, ko je težko, stopimo skupaj in to smo danes pokazali. Najlepša hvala in srečno. Gospod Slavic, ne samo zmaga v pravem trenutku, tudi prava predstava v pravem trenutku. 60 minut dominacije, 60 minut nekako tudi dokazovanja, da so Radomlje boljše od Nafte. Kako ste vi videli obračun? Ja, to je bil cilj, ni bilo lahko. Nasprotnik je stal zares tistih prvih 20 minut, 25 minut zelo čvrsto, zelo stabilno. Mi smo res potrošili veliko energije, da smo jih prebili, potem je seveda bilo lažje. Smo pa tam po 60. spet postali malo nervozni, ampak mislim, da je bil ta vložek tekme tisti, ki je botroval temu. Dejali ste pred tekmo, ne bomo omenjali svoje filozofije, tega napadalnega principa, ki ga zagovarjate. Vodili se s 3-1, marsikdo bi pričakoval, da bo trener malce zaprl tekmo. Vi ste kvečemu še več dodali ali pa vsaj osvežili napad. Kakšno je bilo vaše razmišljanje za zaključek tekme? Pa ja, vemo sami, kje se začne obramba. V napadu nismo želeli tam popuščati, mislim, da nas je tam malo zmanjkalo, ampak ja, napadalno, to nas je krasilo, to se nam je zdaj tudi danes vrnilo, vsaka čast fantov, vsakem posamezniku, tudi tistemu mogoče, ki ni dobil minute, danes se je res čutilo tisto spet, smo bili ta pravi, ko je najbolj pomembno. Vprašal sem že prej Andreja Pogačarja, ko je dejal, da je imel že na ogrevanju občutek, da bo danes tole dobra tekma za Radomlje, pa sem ga potem nekako izval, glede na formo, ki ni bila najboljša, kje je našel ta občutek. Rekel je v tem karakterju, pravi klapi v ekipi, imate tudi vi nekako ta občutek, ko pogledate svoje fante? Ja, vedno normalno, da pride kaki poraz, pa potem se to malo zgubi, ampak res moram pohvaliti. Evo, 1 leto je danes mojega delovanja v Radomljah in vedno sem dobil ta občutek in na koncu se potem vrne. Evo, ko je klapa skupaj, ko držimo skupaj, pridejo te trenutki, ko ni bojazni. Najlepša hvala in srečno.